Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, tokratna oddaja je pa prav posebna. Povabila sva se k moji teti, Anici Žagar. No, zraven je pa prišla tudi moja mama, Marija Gošte. Živjo. Živjo. Ani, ti si starejša v tej družini, prvotni družini Hočevar, zdaj si Žagar. 4 otroci ste bili, ampak mene pa še zanima malce dlje nazaj. Kakšna družina je bila to? Od kje je prišel moj dedek, tvoj oče, pa babica, tvoja mama? Moja mama je prišla iz Šentlenarta, to je nad Laškim. Ate je prišel, pa ate je bil pa Hrastničan. Ves čas? Skozi. Tudi njegovi predniki prej? Ja, predniki, mama je bila iz Kalubja, njena, on je bil pa iz Mokronoga, na Dolenjskem. Zdaj, kolikor se spomnim, stara mama, tvoja mama, Ja. je živela v družini na Šentlenartu, v Šentlenartu, kjer jih je bilo res veliko. 17 otrok. Vsak drug je... Ja, skoraj umrl. 7 njih je pa zrasli. Tako, ne. In drugače pa so bili tak skromen, oče je bil organist. In tak, zelo tak rad igral, pa rad k nam prišel, pa če prišel v Hrazen, ki je tudi tukaj igral, nekori. Pa tvoja mama, vajina mama, je bila tudi glasbenica. Ja, je tudi kar znala klavir špilati, ja. Kako ste se pa spoznala z Johanom? Tu je pa ena sestrična v Franciji živela, pa je prišla sem, pa je tudi rekla, Johan, jaz bom pa te, ati je bilo ime Johan, ne? Pa je rekla, jaz bom pa te pa na Facebooku zrihtala iz Šentlenarta. Je bila tam poznana, ne, tudi iz Šentlenarta, drugače rojakinja. In je rekla, bom povedala, ne, pa bo prišla enkrat sem, pa ti boš pa prišel hmaš, ne, kaj boš videl. Že mama imela tremo, nekori gledala dol, kjer bi bil takšen, da bi bil friend, ne. Pa ta prav. Pa ta prav. In ga je videla in rekla, ta pegast je bil, pa tak je rekla, tale pa ne bi bil za mene. Veš, že pride gor, je kar presletela, ko je bil maše konc, je presletela domov, na tisti gang, pa mam povedala, je rekla, Janga sem zagledala, ampak jaz tistega ne bom vzela, ni nič lušen. Je rekla, se mi nič ne dopade. Je rekla, veš, kova, kar odloči se, kakor boš, pa boš, ne. No, pa je pa, je že prišel ven, pa je pa poklicala ona, sestrična, ne, pa je mama mogla na gang priti, pa je videl v takem belem firtofi, pa kakor dindel je bila zihtrana, samo je pa dopadla, je rekel, tole pa ne bom pustil. Pa je bilo fertik, je bilo kar za pečas, v 6 mesecih sta se kar ženila. No, mama, potem so pa prišli že otroci počasi, ne? Kako so šli, kako ste šli po vrsti? Ta prvi je bil brat Ivan. Katerega leta? 29. Pol je prišla sestra Ani, 32. leta. 37. leta sem prišla jaz. 43. je prišla pa še ta mala sestra Fanči. In kar je najbolj veselo, vsi ste še živi in vsi še. recimo zdravi. Kukar toliko. Kukar toliko, ne. No, kako se pa ti spomniš takrat v tistih rosnih letih mojega starata, pa moje stare mamo? Kakšna sta bila, tako po značaju? Ja, mama je bila družabna, ta se je zmeraj z nami igrala, ne. Ko mi smo čakali, da gresta na šiht, pa so lahko otroci not k nam prišli, da smo se igrali, so rekli, teta, a je stric že šel na šiht? Šel, pa so prileteli not, mama je pa vse pstila. Bilo kar luštno, pa zmeraj smo mogli peti. Ja, to pa. To je pa to rada imela, da smo peli. Pa nas je kar veliko naučila takih pesem lepih.
A ni nekaj časa igrala tudi klavir pri Senicet? Ja, v gostilni, ja. Pa je pa tam bil ljubosumen malko. Rekla smo se zmanj kregali, ko smo šla domov, pa je pa nahala, ni več. Doma pa ni bilo klavirja, ne? Kaj pa? O kakšne razmere so pa bile takrat stanovanjskem? V kakšnem stanovanju ste živeli? Kako ste se selili po Hrastniku? Mogoče ti, Ani? Ja, mama je pa bila v Bobni, Čeče, ne, v Čečih, da, pri starših njegovih, ne, in tu jih je bilo veliko, oni sopih so bile mendane 4 pusle in vsi so bili, ata si prvo ženo, ne, in vsi skupaj spali. Pol je bilo pa, ate prosil na Rudniki, ko je delal, je rekel, da bi jaz dobil en stanovanje. To ni za biti. Mama ni bila zadovoljna, stara mama je pa tudi taka, zelo jo je rihtala pa to, ne, tudi je morala ribati. Ni sprejela ta mlado. Ne tako, ja. In no, je pa bilo 1. maj, pa je dobil stanovanje in je za 1. maj štrozek z ličkono niso v Rošo parkal, so rekli, dojel pa Roši. Takrat še ni bilo Ivana? Ok pa. In je tist niso, tudi da sta imela za spat, pa nekaj stvari, ne, da sta se preselila. Kam pa? V Rošo parkavs. No, Rošo parkavs, prvo se je rekli, ja. Aha, to je tam pod gostilno? Ja, pod gostilno. Je bila taka, ko je bila Liza doma, veš. Ti se spomniš, ja, tam. In tam se je potem Ivan rodil? Tam se je Ivan rodil, ja, jaz pa v koloniji. V tej rudarski koloniji nad Šohtom, ki je ni praktično samo ena hiša še, ne? Ja, čisto gor, ko je tist še spomenik na drugo svetovno vojno. Ja, ja. No, kakšna so bila pa ta stanovanja v tej koloniji? To je bila soba? Mehna kuhinca, pa soba, pa nič drugega. Iz dvorišča si prišel kar naravnost? Naravnost v kuhno. Brez veže? Brez veže, malo betona je bilo tam spredi. Kaj pa oprema v stanovanju? Ja, gardenca je bila, pa nastolaža, pa kufar, ali kaj je bil tist. Mi smo rekli. Ja, kufar. Ja, pa miza, pa šporhet, pa nič drugega. Na premog? Ja. Na kulm se je rekel, pa drva, črna, rudniška. A te mi prinesel domov. Kaj pa spalnica? Tam smo imeli pa 3 posle not, ne, pa omare, pa mizo, pa stol, ti so pa bili. Strelišče? Strelišče pa odzoni. Kakšen? Na Štrbunk. Mnogi ne vedo, kako to zgleda. Je. To je lesen? Deska pa lukra, noter pa. Smo rekli skretona. Skretona, ja. Po noči pa v nočno posodico? Tudi. Če nas je bilo strah, smo pa vsi 3 šli, Ivan, pa Mari, pa jaz, pa smo vsi noter en druga čakali, sam da nas ne bilo strah, ne. A je bilo kaj hladno, mrzlo v spalnici? Verjetno se ni ogrevala. Ne, kaj pa. Gašper smo imeli pa tudi, ja. Že poznej, prej pa ne, prej pa je bil tak vse vlažen. Vse stene so bile take mokre, pa to vse. Straniši so bili tam zraven, ne. Na koncu smo mi bili, 4 stranke so bile, ne. Pa vsake stranka je, mislim, 2 stranke so imele ene straniše. Pa vsak svojo drvarnico. Tudi. Pa kjuder. Tako, shramba. No, mene pa zanima, kaj je bilo za zajtrk, kaj je bilo za kosilo, kaj je bilo za večerjo? Zajtrk je bil kava, knajpova, pa cikorija noter. Pa smo jo. Mleko? Mleko je bilo pa tak domač, je mama zmeram dobila od kmetov, gor so zrihtane, pa je imela tist malo smetane gor, ampak smo rekli, šne zidati, tako da si dal kar na lukno, da je hitro zavrel, pa vse, pa je pa tist se malo usiril zoc, ne, pa je dala pa mlek noter, predsedila je še, pa, veš, da, in pa smo vsi 3 jedli, ne, mama, pa Ivan, pa jaz. Kruh tudi? Kruha noter nadrobila.
To je pa mama doma pekla. Domači. Kaj je bilo pa za kosilo? Ponavadi mama? Joj, kaj pa je bilo, kak presne zele, pa pere krompir. A Matevž. Matevž pa zele tudi. Pa vžop krompir. Jaz ne vem, kaj je še bilo. Kaj pa za večerjo? Za mesa je bilo, v nedeljih je bila župa, to je bilo sigurno, ne. Pa kak štrudel je bil v nedeljih. Ja, To je pa spekla. Čez tedne smo pa kar tak bolj z njive jedli. Kaj pa za večerjo? Je bilo kaj drugače kot Fener večkrat. Pa Tudi morčenk. kakšen pečeno jajce? To pa že ne. To je bil že praznik. Čunštec, to je bil knabelsk sonce, se Ja. rekli, ne? No, Ani, ti se spomniš verjetno, ko se je sestra, mlajša sestra rodila. Ja, seveda. Kako je bilo Ko smo takrat? bila zivana vesela. Kako je bilo takrat? Doma so se rojevali otroci. Domač, mama je vse doma rodila, vse 14. Ne? In tak se veže na nedeljo je bilo, pa je me že imela popadke. Ajde pa Ivan pa Anica bosta šla v steklarno, tam pa smo imeli tjeto, Roškarjevo, ne, Atovo sestro. In je prišla gor s sankam, sneg je bil, januarja meseca, ne, veste, do kolena. Pa smo bila na tistih sankih, pa smo se odpeljala kaj do njej, pa sem dol prenočila. Pa je pa čakala, kdaj bo povedal, ne. Ate je prišel pa nam povedati, da imamo punčko. Pa smo prišli drug dan domov, spet sankom pripeljali, je bilo tukaj veselje, ta pa luškana, tako, veš, taka res, pa že takrat se mi zdi, da se je kar smejala. Pa sploh ta se je smejala, kada smo prišli v sobo k njej. Smo jo komi čakala, da se je zbudila. Ja, Ivan je rekel, kje duši se smeji. Ne se ni jokala. No, potem v času druge svetovne vojne se je pa rodila že zadnja, ne, najstarejša oziroma najmlajša, fanči. Kako je bilo pa takrat, se pa že ti verjetno spomniš? Ja, tako, jaz sem tudi šla k sestrični spatke v drugo hišo. Da sem tudi prišla, pa je bila. Ampak jaz se ne spomnim toliko. Kako je bila pa kako je bilo. fanči potem vzeta gor, glede na to, da je bila najmlajša? Ojej. O ja, smo jo crklali, vsi. Mi smo najbolj bili tako, igrali smo se najbolj skupaj. Jaz sem bila bolj šef, ne. Pa je bila pa jezna. Malo imam zatožila, če sem jo kaj. Ampak smo bile zelo navezane. A ste vsi skupaj spali otroci? Ja, po dva pa po dva. Ne? Ja. Toplo je bilo. Toplo je pa bilo, ja, je bilo kar lušno. Ste se takrat v tistih časih šli kakšne prav posebne igre? Zdaj, kolikor vem, si vi pripovedovala, po zimi ni bilo sani, kar na hercu. Smo se vozili. Tudi. Ja. To je knapovska lopata. Lopata. Pa na kovce smo imeli, ne? Kovce se reče, takim sankam, veš, sank nismo imeli, ne? Lesjene, ja. Pa smo pa šli gor na vrh kolonije, drug so se vsi že dol pripeljali, so že na gor, nazaj šli, mi smo pa še kar porivali tiste kovce, ko dol čez nas niso obstili. Nič nismo imeli, Nič, ne? nič. Kako pa je bilo, ko je Hrastnik obiskoval tisti, ki je prodajal sladkarije? Tu pa bolani bili. Sladki tonček. Se mu reče. Ja, sladki tonček je prišel pa vsak mesec, kot da svojega, ne. Veš, da, pa. Mi smo komi čakali. Iz Ivana smo dobila vsak, ja, ti si že tu bila, vsak en kifelc pa orehi noter, ne. Ali pa kripšnito, že ne vem, da ne, kifelc, tako orehov. In veš, pa je bilo pa en mesec, a te ni več dobil kakor 2 dinarja ven, svojega takrat so imeli štrajke, 34 leta. Veš, da, pa je ja, Tonček tam, vem, da ste noter, mama je pa tiste zavese kar zafirnkala, kje je rekla, da ne bo vedel, da smo noter, ne. On je trkal po okni, se vem, da ste noter.
Mi, da smo morali biti pa tih tam za vratom, da se ne bomo javila, ne veš, že bi rajši, kar vem koga, tiste kiflice dobila, ampak ni bilo. Ni bilo gnarja. Kakšne druge sladkarije pa tudi ni bilo, ne, v tistih časih, ne? Ni bilo. Kako pa je bilo v času druge svetovne vojne? Tega se verjetno kar obe dosti dobro spominjate. Ti si povedala, da je tam v tisti hiši, da so živeli tudi nemške posadke. Zraven naše hiše. Kakšen je bilo odnos z njimi? Berkšulcevi. Ni bilo nič posebnega, so kar bili v redu, ne? Nič nas niso bili. Ne, kar v redu so bili, ja, tak. Velikrat smo mogli ven spati, so se bali, če bo kak napad, pa so nas rekli, ne gremo drugam spati. Kam pa? Včasih smo šli vrh Stari imamo Boben, včasih pa gor na vrh Kolonije, ene družin. Ja. Če je bil pa alarm? Smo šli pa v jamo, v Ojstro. Ti sem bila pa jaz zelo hitra že pol. Ja. Bila ta prva not. Ja. Ker sama znala jeti. Ja. Bomo bežali. Ne vem koliko metrov, 200 metrov daleč not smo šli. Ja. Starata ni bil v partizanih, je bil ves čas Ni bil, v Rudniku. tu se bolj v bolniški je bil. Ne? Enkrat je pa že se šlo, da bi mogel jeti v partizane, ne? Tis konči, je gor čakal, pa je pa rekel, veš koga, Johan, če si ti kar bolj v bolniški, 5 kar domov, pa bo doma sam, če boš pa neši hodil, pa veš, da moraš priti v partizane. Ne? In je bil večinoma, on je cigarete nosil, kar jih dobil, sam ni kadil, pa je nosil sam, da je tiste štajgerje pod kupo, ne, se ga doma pstil, pa zdravnik tudi, pa vse to. In pa doma bil v bolniški res skozi, večinoma. Po vojni je bilo pa kar navadno, tudi za njega. Pa so ga pred poklicali, pa je pa tiste ujetnike, tam po Vornih so imeli tiste vozove, pa to je tam mogel ahtati, ne, pa to. Kar hudo je bilo, nas je bilo fest strah. Pa še zelo verni ste bili, ne? Po vojni to ni bilo najbolj dobrodošlo. Ampak nas so pustili kar nemir, ne. Mi smo bili v cirku hodili pa ne. Tako da ni bilo nič, pa nič, da se nismo otikali, ne. To. V glavnem je bilo kar. Zdaj, starata oče, ne, je hodil v Rudnik in verjamem, da je domov prihajal kar precej umazan, kopalnic ni bilo. Kako se je skrbelo za higieno? Ja, ata se je kopal, vaškal. Ampak je še popoldne kaj delal doma tudi. Pa, kaj pa ostali? Kako je bilo za higieno poskrbljeno? Mi smo se pa ob sobotih je mama bano not prinesla, pa smo se kopali v ban. Ja. Taki, plehnati. Kaj zakriti? Nič. Kako je bilo pa šolanje v času druge svetovne vojne? Ja, jaz sem šla v prvi razred v nemško šolo. Nemško govoriti? Ja, vse. Tako da je pa bilo kar problem v slovensko jeti. Osnovo sem čisto dobila šolsko. Ampak sem šla pa v 4. razred. A je to domača učiteljica učila? Ne, nemške so bile. Nemške. Nemka? Ja. Je bilo to zelo strogo? Ja, jaz se ne spomnim toliko, ampak mi smo imeli pri Birtič tele v gostilni šolo. Ker so posod so nas nagnali šole ven, so Nemci zasedli šole, ne, stavbe. Pa smo bili pa v gostilni sob, pa je bil alarm, pa so nas učitelji kar domov spustili, da smo leteli domov. Ja. Kaj pa pri Maši, je bilo tudi v slovenskem jeziku, je bilo v nemškem jeziku? To pa ne vem. Ja, v Letinici, jaz se spomnim, še v Letinica je bila, no, pa je bilo pa v slovenščini, mislim. Pridiga je bila v slovenščini. Ja, v slovenskem pa. Kako je bilo pa šolanjem potem po vojni? Pa kolikor vem, kmalu po vojni so bile tudi kinodvorane, ne vem, če je bilo že pred vojno, je bilo veliko teh ruskih filmov, ne? Sam nismo veliko hodili, ne? V kino. Ja, v Pitkih vem, da je bilo, so bile kar totele pravljice. Pravljice, ja. V Pitkih pravljice, največ, no. Ti si rekla, da je bilo veliko teh ruskih filmov, da so bili lepi. Ja, take pravljice bolj so bile. Aha.
To smo bili še mehni takrat. Ja. To so Kaj- res... Kaj pa šolanje potem? Ivan je že kmalu odrastel. Zakaj se je Ivan izšolal? Ja, Ivan se je pa pol veselje imel, da bi šel v Rudnik, ja, ati ne pustil. Pol bi rad šel za Tišlerja, tudi ni bilo tako, ne. Pa je pa bolj žnidat bi bil, Ivan pa levičen je bil, šivat pa sploh ni imel vesela, ne. Ja, kaj pa pol ne naredim. Pa se je šel pa 14 dni, bil pa v enem krojači, je rekel, v stabi ne bo nič. Pol je išel pa k drugem, ti si bil pa bolj cirkuj ga zrihtala, ne, župnik. Tam je pa 2 let večinoma kar po njivih delal, pa motor, ko sem jo v unem staru, ga je nesel tisto mašino, no. V rukzak pa v Trbovlje popravljati. Na te zadnje let se je pa pol zučil, ampak je vse izpit naredil, pa je odličen. Ja. In je delal kot krojač potem? Ja, fez krojač je bil. Eden te boljših okrasnih, pa res. Ampak ni kot krojač dočakal upokojitve, ne? Ne. Pa je šel pa tisto na Gomilsko, da je šel na tisto mladinsko Brigado, Brigado. delovna akcija, takrat so Ja. kar morali iti, ne? Pa je pa prej je bil v šivalnic pa delal tudi, ne, v Zadrug. No, pa ko je rekel, me uči matre, pa to jaz bi šel rad v steklarno, da bi malo več zaslužil. Je pa rekel, pejte v brigado, župan Klemen, je rekel, pa boš pa ti lahko tam Zaprosil, dobil- če gaš ja. lahko. En je pred dobil steklarn, fajn službo, je fajn zaslužil, res. Tako da je bil In tam zadovoljen. spoznal tudi ženo, ne? Tudi, Belbino, dušte. 2 otroka in oba sta dočakala tam upokojitev. Ja. Ja. No, potem smo pa že pri tebi. Kako si se pa ti šolala? Jaz sem se pa šolala, ja. 2 let sem hodila v slovensko šolo, pol pa ko je bila Nemčija, ne, pa sem pa 3-krat začela delati. Ja. Pa je pa 3 razred, pa 4, pa 5, pa je bilo pa že konc, ne. Tiste zadnje leče nismo nič veliko, ne. In pol 6 pa 7 razred sem delala, pa pol spet slovensko, je bila že svoboda. Ja, takrat je bilo pa kar v redu. Si šla potem, si se vpisala v kakšno poklicno šolo? Pol bi se pa rada šla šivilje učiti, ne. Malo sem hjenje hodila, da sem se zelo že izučila na roke, pa šivati, pa tako. No, pol, ko sem bila pa 16 let stara, sem pa dobila v Zadrug. Je pa rekel župan, je rekel, če bo mama dala šivalni stroj, lahko prideš jutri se učiti. Pa je ja, te kar na ramnje so ti staro zingerco, joj. In jaz sem drug dan šla še že učiti. Za šiviljo? Šiviljo. In In si- jaz sem že veliko znala, veš, pa sem pa, tako da sem pol leta delala, sem že plašček za otroka naredila takšen, ne. Mi je majstorica kazala, pa druga sem že vse znala narediti. Ja, res tako. Pa sem pa vse z odličnim naredila. Izpite tudi. 3 leta sem se učila, ne. Pa v šoli tudi, bila v skus odlična, saj sem rekla, moram se malo pohvaliti, ne. Ja, seveda. Tam imam še vse tiste izvide, smete Izpite, reči. Ja, spričevala. izpečevala, ja. In res, Si potem delala kot šivilja? ja, pa ko ni bilo dela več, v Zadrug so starejše ostale, pa je pa rekla, da pa boste doma delali, ali pa drug del. Pa je pa, veš, ate rekel, kar jaz te ne moreš živeti, kar tako do doma, ne, pa to. Ja, pa sem pa začela šivati. Ja, malo sem na črn šivala, tudi sem prišel policaji, pa sem mi fajn Kazni. zašarbali, ja, kazni, ja. Ja. No, pa je bilo pa kar v redu. Sem se pa res zaučila, mislim, skozi delala doma, dela dosti imela,
Skozi. In je šlo zraven Ja. družinskemu proračunu. Post pa že ti na vrsti, ne? Ti si Jaz pa šla nisem bila- najprej v Jaz pa Celje? nisem bila tako pridna. Ne. Meni se pa jaz sem pa rada pospravljala. To je Ampak bil pa šla moj pa si del. v Celje, ne? Celje sem šla, ja, v šolo. Sam, Pa pobegnila na hitro. 2 meseca sem menda bila gor. Pa mi je bilo tako dolgce, pa sem pol gruntala, da bi mogla gor biti. Cel življenje, to pa meni ni bilo. Sem pa tako nazaj prosila, če že jih pridem. Pa sem bila pa doma še 2 let, ker nisem bila dosti stara, da bi šla v steklarno, ne. Pa sem pa dol dobila del, začela sem po noč delati. Kar nočne Da smo izmene. z Ivanom bila skupaj na istem pasi. Pa so mi vsi rekli, ne, punca, ne delate, ne hodite dol, škoda te je. Ampak jaz sem rada hodila. Kakšne so bile razmere v steklarni takrat? O, slabe. Nič ni bilo. Za porobleč smo šli v istih cotih nazaj, kot smo not prišli, vse poten. Malce nobene smo sabi nosili. Prepih, vročina? Vročina taka, da si prišel not, si komi dihal, pa cel dan, celo 8 ur ti dol tekli. Sam jaz, če sem imela dopust, sem šla nazaj dol gledati po obiskvatih, jaz sem bila rada dol. Sem rada Na delala. kakšnih delovnih mestih si pa delala v steklarni? Prvo sem bila odnašalka, da sem, ko so naredili, sem tisto not v peč nosila. To je bilo en let, pa sem pa me je en majster videl, da sem precej spretna, ne, za delati, sem pa na njegovo mašino prišla delati. Tam smo imeli pa normo, tam sem pa sedela skozi, pa fajn služila. Dobre plače za Več kot kar rodarji, takrat? Pa še vedno na 3 izmene? na 3 izmene. Je bilo kaj to težko? Polet 3 mesece smo imeli dodatek vročinski na plačo, ampak mi smo vse normo naredili, čeprav je bilo tako vroče. Kaj pa nočna izmena? Kako je bilo s spanjem doma? Zdaj, Do 4 sem spala, zjutraj od 6 do 4. pa peš iz kolonije? Peš, ja, ne, te smo že bili te pri občini. Aha. Peš zmeram. Tudi enkrat se nisem pelala v službo, pa nazaj zmeram službo na šiht. Je bilo kaj, ne vem, takrat sindikalnih izletov, kaj plesov, družabnih Plesi so srečanj? pa bili gor v Vil, v tem gradi, v steklarni. Mladinski ples je bil to. Jedne na harmonike špilo, nismo nič imeli mis ali pa ne, tam stojale pa na sobo, da smo plesali, pa nič, nobene pijače pa nič. Tam smo pa, kar lušno se imeli, od 7 do 10 je bil ples. Kako si se pa ti potem s Kisovčanom, ne? Torej Bogota, mojim očetom spoznala? Zdaj Hrastnik, Kisovec, Ja. nekaj kilometrov pa je oddaljen. Enkrat je bil moj bratranc tukaj, ki je iz Lag bil doma. Smo se imeli lušen na eni veselic, pa nas je pa za nov let pa kaj povabil. Jaz sem imela pa v hiš naši prijateljico, ki je bila poročena, ampak sta bila mlada. Smo se zelo, sta me posod sabi vzela. In smo šli nov let kaj čakati. Gor na Izlake, tako je, zadružen dom, ali kaj je tisti, tam na Izlakih. In tam smo se spoznala. Sam smo pa 1-2 meseca, jaz smo lagala, da je ona moja sest, ali moj brat, pa ga je pa moj bratranc tukaj rekel, da je njih, rekel, saj so lagale, ne. Nismo nič povedala, koga smo. Po nekih 2 mesecih, še malo več, je prišel pa sem na ples, ko smo imeli. Pa se je pa počasi začel. Se je ljubezen počasi začela in Ja. ti si se preselila v Kisovec. Kisovec, ja. Tega se bova potem dotaknila. Zdaj se moramo pa še malo vrniti k Hani pa k Fanči. Fanči se pa najbolj izšolala, ne? Ja, ona se pa Ona je je. bila pa že vojni otrok ob koncu vojne. Brihtna. Pa Britna. Tudi telovadila je veliko, ne? Ja, tudi. Najprej ekonomsko šolo dokončala, Ja, potem se je pa preselila v Izolo. Izolo, ja. Tako, ker tudi lepo službe dobila tam dol, ja, tako da je kar fajn, sem imela radio.
Na koncu je bila potem direktorica auditorija. Ja. Vsi smo prihajali k njej na počitnice, na dopust. Lepo smo se imeli, lepe spomine imamo, ne, na morje. Ani, kako si pa ti Staneta spoznala? Stane pa ni tudi iz tega konca, ne? Je pa iz Jurkloštra. Iz Jurkloštra je prišel pa sem delati, pa njegov brat, Toni tudi, pa sta pa izhala, sta rekla, v samskem domu ne bomo. Stan je že takrat jamral, da ga želod smatra, ne? Tam pa je hrana, se veš, bolj empren pa tak. In je rekel, če bi ati naš, pa je k našem ati prišel za tazga Lerhajerja, so rekli, ne? Za pomočnika. V jami. Ja, v jami. In je začel, kam bi dobil jaz kakšen privat stanovaje, ne? Pa je pa vprašal tam Rometove, pa ono Brunovo, pa to. Je pa rekla, jaz bi vsakega enega bomo vzeli. Pa sta bila pa vesela, pa sta prišla v našo hišo, ne? Aha, prav isto hišo. Ja, v tisto hišo, ja. Ne v Koloniji. V Štaricione smo rekli. Pri občini nekdanje. Ja. In sta tam dol, pa nista bila tudi ne tako preveč zadovoljne. So bile take bolj gospije, no. Pa je pa dolg, pa je samo pa knapi začel. Veš ti, je rekel, Stane ti, ne, moji moži, ne, takrat še ni bil, no, ampak je rekel, tale Johan pa ima hčerko doma, pa bi meni da pasala za tebe, pa to. Pa je bil pa Filipčen, da bi rad me pa spoznal, ne, pa to, pa je pa začel, enkrat je prišel enega psačka, pjesa noter iskat, tako da je, pa je bila takrat moja prijateljica za mašino, tako da me ni najdel. No, pol me je pa enkrat videl, ko sem šla v pevskih vaj. Je pa čez okno videl, je rekel, tale bo pa moja spet, ne. In si bila. In sem bila. In Stane je bil kar precej, zdaj že pokojni, ne? Ja. Je že kar precej višji od tebe. Ja, seveda, tako kakor... Snemalec, ne? Ja, Matjaž, snemalec, ne? Ja. Je bil visok, ne? Ja, visok. No, sta se kmalu potem vzela? Ja, tako je bilo res, na prvi pogled je bil tak, pred smo se ujela, res iskece se priklopila, ja. In pa tudi je prišel k nam stanovat pred, Zliza Božič je prišel za svet večer in rekel, ate, kar lahko k nam prideš, sam spal ne bo z njo, in rekel, ti boš prfančik, ti boš pa divani si kupil, ne. Pa res si divan kupil in na tistem je mogel spati. In so naj tok ahtali, da nismo nikdar mogla biti sama. Tako da takrat še ni bil stanči narejen, ne? Nekaj pa. Ja, tako, no. Potem sta se pa poročila? Poročila, tudi 6 mesecev smo govorila, tako kot moja mama. Na hiter. Tako, na hiter. Pa je pa kmalu prišel stanči? Ne, en let nismo imela, pa je ta drug let, ko sem zanosila, pa to. Je bil tudi skozi bolan, pa v bolnici, pa še v Rogaški je bil. Stane. Smo še mi dve šlet ga obiskat, kaj dol, ja, pa slikat se skupaj, tak. Je bil kar fajn takrat. Bolan, ne? Bolan. No, potem je pa prišel stanči, Ja. 6-8 let kasneje pa še Ja, pa še Renata. Ja. Zdaj pa že tudi potem vnuki, pravnuki. Ja, 3 pravnukinje, pa 4 vnuki, ne. Tako je, en vnuk, pravnuk, ne. Zdaj sem narobe povedala. 3 vnukinje, pa 4 pravnuki, tu je en pravnuk, pa 3 pravnukinje. In je Stane vse še videl pred svojo smrtjo ali... Ja, videl je od Kristine, to prvo pravnukinjo, ja. Ja. Zelo Pa reke. Evelino je videl. Ja, Pa, vnukinjo. ja, vnukinjo, ja. Vnukinje vse, ne? Ja, vnukinjo vse, ja. Ja. Vnukinje, ne. Ti si imela pa v Kisovcu kar tak ne prav lep sprejem pri mami, pri tašči. Nisem bila glih sprejeta. Lepo. Ne vem.
Ni bilo prave ljubezni? Ni je bila jezna, zato ker je z mani držal, ne, pa če smo veliko Hrastnik hodili, pa je tudi bila ljubosumna. Ni bilo. Morala pa si pustiti službo v steklarni. Ja. Zakaj? Ja, nisem se mogla voziti sem, ni bilo prevoza. Potem je bila samo ena plača. Samo ena. Pa sem jaz takrat več zaslužila, ko ata ujam. Samo sem mogla obstiti. Potem ste se pa preselila? Pol smo se pa preselila, ker se ni dal več tam dol biti. Privat smo šla, K Perke tudi? pa je bilo kar v redu pol. Ampak začele so se pa kar žalostne stvari, ne? Ja, pa je- Najprej na praznik nekdanje republike. 29. novembra 65. leta je bila prometna, tale železniška nesreča. So vsi trije umrli, ata, pa brat od Bogota, ne, pa Nečakanje, ja. Točno čez 2 meseca mi je pa sina, brata tojega, ne, povozili. Zelo hudo tudi, ne? 6-letnega, In je bil 1 let pa 7-letnega pol v bolnici, skus na posel. Vajdulta. Ja. Prvo razred je pol leta naredil. Pol je šel pol 3., ko je prišel domov. Je bilo kar hudo. Pol ga je pa šata v jam dobil, ne, tudi. Smo bili pa spet bok. Bolniška slava bila, pa oba šola obvezna. Tako da sem šla jaz pol delat v gostilno. Kar nekaj let, ne? 8 let sem delala. Ja, čas je bilo lušen, čas pa tudi ne. Zanimivo je pa bilo, ne? Ves čas ste se pa ob godovih, pa vrstnih dnevih Pa dobivali skupaj. dobivali, ne? V koloniji. Ja, tu smo pa prepeli, tudi je cela kolonija skupaj letela včasih. Pa tam, ko je bil, so bili rudarji v tistih, ko so svetilke ven devali, ne. In pa so prišli ena dva kar ven, pa metlo okoli obrli, pa po tistem betoni drsali, pa so tako delali še, ne. Ja, pa prepeli smo pa res veliko, ne. Res smo se imeli lušno, no. Tudi Ivan je, ne, napisal besedile potem Ja. Ja, za koliko kakšen imam. rojstni dan, ne? Vse. Kako je že tista bila, danes smo ti prišli Ja. voščit. A kje še A znate to pa zapeti, ni ne? napisal Ivan. Ne? To je pa od Pepse. Od Smo se Pepse. pa prepelci. Aha, A bi mu zapele? ne. Ojej. Ne. Ne moram jaz. Kako pa so bila praznovanja godov? Je bil god bolj pomemben kot rojstni dan? Ja, skoraj da bi rekla, da bolj, ja. Da mama je bolj dala negod. Takrat smo na splošno v Godove Ja. obhajali, Zdaj pa že to malce... zdaj pa že ne. Tako. Pri Stanetu se je pa tudi zgodila, ne? Nesreča. Leta nazaj, Ja, skupaj z Ivanom, to pa se je huda. 82. leta. To je bilo takrat jaz sem bila 50 let stara takrat, mama je umrla na 25. maja, ne. Pol sem bila iz julija, 50 let stara. Pol oktobra 9. je bila pa tista nesreča, no. Tist let je bil pa res obupen, no. Pa še Ivan zraven, ne. Tako da, glih tako se mi je zdel, jaz sem ta prvo Ivana poklicala, pa se je vzbrihtel, ko je bil v komi, ne, noter v avti. Pa Stane pa na oni strani, a kako si pa prišla sem. Pa je šel sorodnik, ta iz rimskih, ne, je šel tudi ko namenoma mim, pa je videl avto stojanka, ne, da je tam, pa da je Stane ta videl. Pa je Stane rekel, pet po Anico domov. Pa je on po mene priletel z avtom, ne, pa nazaj, ker dol pripeljal me in je pa gledal, tako sem jaz se vzela, ne. Ja. Vse je bilo tako, pa smo pa hitro tam dohtarje, pa gasilci prišli, pa tu sta bila vklečena noter, ne. Ivan je bil grozen, no. Ko je Zelo imel hudo. tako bulo tele na glav, pa dihati ni mogel tudi, ne. V prsih je bil. Srce testo tudi daje, ne. poškodovano, ne, Ja, to se pa kasneje rebri potem so videlo. bile odpičene noter v pljuča. Ja. Res, takrat je bilo kul čudež, da je Ivan ostal živ. Ja. No, Ani, jaz se spomnim tudi počitnic, ki sem jih kar nekaj preživel tu pri
detku in babici, ne? Pa tudi pri tebi, tudi kakšno pravljico, ki si nama jo z Renato povedala, se še spomniš? Seveda. To je bilo pa, jaz sem pa rada predzaspala, ne. Ja pa ne, pravljica pa moš povedati. No, sem rekla, katero pa? Ja, od Jankota Podmetke, no. Bom pa tisto povedala, mislim, tisto najbolj znam, ne. Pa kratka je bolj. Pa sem začela, ja, da sta šla v gost, pa to, pa vse. Pa me je pa že matrali, da bom zaspana, ne. Pa sem pa kar naenkrat rekla, ja, poj pa Janko Cegrecki del, poj pa Janko pa na talerju umrl. Pa ste se pa vi začeli pa smejati, ko pa zdaj, Ani, ko pa zdaj? Ja, a zaspala sem se rekla. Pa sem pa naprej povedala, meni da do konca, ne vem, je bilo ali ne. Rada zadremaš? No, še pri 5 sem zadremala. Zanimivo, drugače pa cela družina rada poje, ne? Tako v cerkvenem zboru, ti pa Ivan sta ves čas pela, pa tudi ko ste se dobili, to se je pelo res na veliko. Tako pa res. Zakaj toliko petja? Ne vem, mene še danes glasba najbolj tako poživi, ne. Da ima popoldne skus veseljaka užganga. Tako da vse pesem se mi zdi, da kar zraven pela. Še po noč včasih se spomnim, kako pesem pa jo tudi pojem. Kar po noč, saj me noben ne sliši, ne. Drugače pa ti si bolj sopranistka? Ja, alte pa ne znam. Jaz sem pa vse lahko pela. Aha. Ivan je bil bolj basist. Kaj pa Fanči? Ja, tudi prvo pa drug glas je pela. Stara mama je pa počez vzela? Ja, ne prečko. Aha. To je pa prav posebno petje? Ja, je rekel, ate včasih rekel, tebi ti fušaš. Ne. Veš, pa ni mislil, da je to prav, ne. Aha. Ja, fajn. Ja, pri mam nismo smeli biti tih. Če smo govorili, ko smo prišli domov, izmeram rekla, ja, kaj boste kaj peli ali boste sam govorili. Smo mogli kar peti. Imela rada petje. Ja, pa res. Pa toliko pesem, kakor smo znali, ne. Veliko teh starih, ne, ki Ja. zdaj ne slišiš več. Ne. A kje pogrešate to? Ponavadi se zaključijo ta družinska srečanja, ko starši umrejo, ne? Ja. Ni več toliko... Ne. Ja, takrat, ko je mama umrla, Ivan je nehal kitaro špilati. Nikdar več je ni prijel v roke. Pa je tukaj fajn špilal, ne, pa ni. In tele smo sedeli, menda po 2 mesecih, pa smo jedli nekaj, malo smo imeli, pa smo začeli, sem dala pa jaz kaseto gor, Glejte, za sonce zahaja. Pa mama tudi začela počesti, ne, tam. Na posnetku? Smo pa začeli vsi jokati. Smo ga kar glasniti. Ni. Ni, se malce Res. zaključi. Ja. Ampak se pa še vedno obiskujete, ne? Ste Ja, povezani. Še pol ate, ko se je drugič poročil, ne, je pol tista žena, tudi smo zmeraj, Lizo. ja, Lizo, smo zmeraj k njej šli in rada imela petje. In smo tudi zmeraj še kjer zapeli, ne. Strate je dočakal kar lepo starost, ne? Ja, 88, 89 bi bil pol, ne, drug let, ja. Ja, 88 Ja. je bil. No, vi ste pa tudi so vsi, ne? Pa vsi že star, ne. Leta že imamo, ne. Jaz imam planirane 104 leta, ampak je rekla zdravnica, malo se boste dali zglihati, ne. Nekaj za en let, več pa ne. No, ti si pripravila tudi Ja. štrudel, pa če se ne motim tudi potico. Tudi. To pa je dano tebi, pa tudi tebi mama, ne, da rade pečete. To pa. A je to bilo tudi takrat, ko ste bile še obe doma, a je to bilo delo mame? Ja, doma, jaz piškote pa pito sem zmeraj delala doma. Sem en tak tečaj naredila, pa sem prišla v Kisovec, sem vsako nedeljo mogla kaj speči. Potico sem pa prvič spekla, ko smo bila za sebe. V Za Rehovo? to rojsten dan, ja, v Rehovo. No, pa sem pa začela, pa kruh sem pekla. Kruh sem pa naučila se tam peči, v peč.
A prej pa to mama delala? Mama delala. Pekla. A je dobro kuhala, pekla? Ja, res. A kera mama to? Tvoja? Moja, ja, kot dober. Župa je bila najbolj dobra pri njej. Ne da. Je kar v redu. Pa deci vinčka je bilo treba dati v... Kako je bilo to? To sem pa vsako nedeljo mogla jeti, ki že skoraj župa bila na miz. Ko si bila punčka? Ja, taka mehna. In sem mogla hroš leteti po 2 deci vina. In to se je modil, da se ni župa ohladila preveč. Da. Ampak z večjo flaško, ne? Malo večjo, pa sem pa zakaj ne polno, da moram jaz zmeram 2 deci, ampak nisem dosegla. Me je bilo tako sram, ne vem, zakaj me je bilo tako sram po tisti vin hoditi. Ja. Ne vem. No, to ti ni bilo najljubše. Rada si se pa kopala tam pri Riklovem mostu. V bazeni, ja. Je bil bazen. Tam ti je pa fanči včasih zagodla, ne? Pa fanči, pa še nisem v vodo prišla, sem še malo okoli bazena hodila in že na tisti mrež visla, popila, Mari, domov moraš jeti, mama je rekla, da moraš iti domov. Ko sem bila jezna. Se nisem šla, ampak se je drla skozi tam. Kakšno pa bilo to kopališče? Ja, bazen, tak, običen pa okoli so bile tiste deske malo. Kar lepo. Za takrat je bilo kar dobro. Je bila to stopnina, Hani? Ne vem, jaz se nisem kaj. Ti pa ne? Jaz sem se pa v Bobni, pa še enkrat sem se šla, pa mi je mama take hlače naredila, veš, tako na modrc, pa takole gor za zapet, s knofan, da sem imela kot taka poljaca, da sem šla v tisti bazen, pa do kolena sem upala jeti, ne, več pa ne. Jaz sem se pa v Krk naučila plavati, ne. Vse sem s tistim balonom plavala, sem ga imela privezanga, pa me je pa tauflo v Krk, tista voda. Me je pa komaj rešila, ne, se nisem mogla postaviti. Sem bila pa tukaj jezna, pa sem pa kar zaplavala in nisem znala pol plavati. In pa sem bila v bazeni važna, ne, da znam plavati. In na morju potem tudi po uro v morju? Ja. Daleč? Daleč smo bila. Od obale? Sam sem pa dala plavutke gor, da sem lažje del bila not v vodi. Ja. Da bi lažje? Smo se rad kopali. Da smo na blizini ležali, pa da smo plavali kje, pa nas je pa Bogom mogel reševati, pa nismo nazaj znali zarajdati. Kdo pa je bil od vas največji veseljak? Fanči, Ivan, recimo Vedve, pa potem Ata, Bogo, Stane, ne vem, drug Stane. Ja, vsi so bili tak prnglih, ne? No, vidva z Ivanom sta bila bolj pridna. Ja, Tako, kot otroka. poslušna. Jaz s Fančiko smo bile pa malo bolj navihane. Smo pa že malo sivih las delale. Ja, Nismo tako bogale kot je dva. Kako pa je bilo doma? Je bilo kaj tega pretepanja staršev, Johana pa Frančke, Frančiške, Fani? Jaz njoh je enkrat fasala fajn, ko sem šla k jehanem sosedam, ne, ko sem imela prijateljico, pa so tak krompirjev, pa bleke, ne, tak skuhali, ti sem imela pa jaz rada. Jaz že pa tam počakam, pa sem južnala, mama vam bi klicala, ne, pa me ni bilo, pridem nazaj, kaj si babla, tako dolg, pa to. A takrat sem jih pa fasala s prakarjem, mama je kar prakarja vzela. Lesenga. Ja. Ja. Pa, veš, tiskaj pa za stepati. Ja. Pa je pa, in od takrat se jaz, pa sem se pa zlagala tudi, ne, da nisem bila mende kar tam, jaz ne vem, ko sem se zlagala. Neki sem se zlagala, ne. Pa prav, rekla, no, zdaj pa petki je le pogledati na kolonijo, ker rada pogrebe gledala, veš, ko so zmeraj šel doma, jih vozil. Pa to, pa jaz grem, nazaj priletim, pa mam rečem, pogreb že gre, brbit ne vem, sem rekla, veš, brbit ne vem. Se nisem upala, mislila, da sem zlagala. Nisem bila pa več v sebe. Sigurno. Kaj pa Ata? Je kdaj? Ate pa ni bil. Ja, enkrat me je klefutnil, ko sem bila na mrzli z Beatrico.
Ja, takrat smo po noč prišli, beže, jaz nisem ga domov, pa Branka je bila, ona je pa enega dobila, tenka poznanega, pa smo še na Brnc bili, je bila na veselica, pa smo prišli objenih domov. Mama od Beatrice je prišla pa po Vorni iskat nas, veš, pa da bi srečala, kje smo obstali, ne? In veš, pa je drug dan. Tisti dan smo prišli zvečer domov, je bilo mir, ne? Ja, te šel pa zjutraj na šiht, je prišel pa iz šihta. Ogenj. Sem mogla klečati tam, pa dobila pa čisto nedolžna, ne? To sem pa bila zelo jezna, ne? Ti se kaj takšnega spomniš? Ali pa kakšni drugi družini je bilo več tega pretepanja? Ne, druge se ne spomnim, ampak doma sem pa velikokrat klečala, jaz tudi. A tudi? Je bilo to kar običajno? Ja, se je bilo bolj. Vročka je bila, vročka. Ne, kar na tleh smo klečali. Ni bilo tako hudo. Ne. A te se je dal kar pregovoriti. Mama je rada takole naredila, ker mi, ne, ko sem fančik zmaram upila, da mama, Mari ni spet nagajna, ne. Pa je pa bila jezna, pa mi je kero pritegla, pa sem enkrat rekla, zdaj me pa enkrat dej urng, da bo za cajt mir. Ja, bilo kar, luštno je bilo. Ja. Imamo lepe spomine. Veliko smo se igrali, jaz sem rada pela, sem hodila. Stari mam, če sem prišla k stari mam gor, je rekla, hitro pet gor na vrh, te že čakajo. Ja. Pa sem šla gor, pa sem se na sred kuhne postavila, pa sem se drla, ne vem koga. Lepa Roža Marija si pela, ja. V Grabni vem, da sem pela tisto Zagrebačke frajlice, pa sem maširala po tistem Grabni not pa pela. Ja. Rada sem pela, pa k sosedi not sem hodila, ne. Ti sem bila še mehna v koloniji. Ja. Herebičenk. Ja. Ti stric te rad jemo. Takole na mizo je postavil, pa je jemo južno zraven, ne, pa je južno kar pustil, pa poslušal, daj mi eno zapet. Pa je tudi tisto si najrajši zapela, si menda najbolj znala, lepa Roža Marija. Pa on je bil tak bolj komunist, ne, tak. Ni v cirku hodil, pa nečke pa. Ampak zelo rad je jemo, lepo je pela. No, zdaj bomo pa preskočili še čisto na konec. Verjetno je lepo, ko vsak starš dobi otroka, ampak spet zelo lepo pa je, ko dobi prvega, drugega, tretjega, četrtega vnučka, pa potem spet, ko prav vnučka. To pa je prav posebno doživetje, ne? Seveda. Zelo čisto drugače verjetno, ko še bolj rad jih imaš, ja. Pa bolj popustljiv. Ja, to pa. Ojej, kako smo mi preahtali. Jaz sem še šivala takrat, sem imela pol obrt, ne, pa smo hodila gor očeče na vstenk, ne. Veže, zjutraj ob 4 smo mogla žeti, zvečer sem si na roke, vse na mešino naredila, na roke pa pol tam gor šivala. Pa sem počasih tudi tam, Klaudija je že pol bila, ne, tudi tista je pa dala kar tistele zmeram televizijo, pa da smo tisto kako, take stvari, take, da je ono zanimali. Jaz pa tam en cajt sem poslušala, pa sem zaspala. Ona pa prav, mama, če ti misliš, da mi ena ahtaš tukaj, je pa čist brez veze, da gor hodiš. Veš, ko je bila 2 let stara, pa še meni, da ne. Pa je že videla, da rad zaspiš. Ja, sem zaspala. Še ti kaj o tem povedala? Lepo je, ne? Ja, ko se je prva vnukinja rodila, sem bila čisto neumna. Sem po noč prišla domov, pa sem upila gor v blok prijateljc, da smo dobili punčko, ker sem si grozno želela punčke, ne. Pa še moje ime ima, ne? Pa še tvoje ime ima, ja, bi mogel ti biti. Liljana. Ja. Jaz sem bila čist. In tudi, ne vem, neko, ki je najbolj moja, kaj pa vem. No, se potem so pa še... Se pa so vsi, ja. Zdaj, ti si ves čas ostala v Hrastniku. Hrastnik se je veliko spremenil od tistega časa. Ti si se preselila v Kisovec. Marsikatero si slišala na svoj račun, ker si bila Hrastničanka, ampak si kdaj pogrešala Hrastnik? Ja, vsake 3 tedne smo šli sem.
To je bilo sigurno domov, ko je moj ata tak ših zjutraj pa je po noči. Dokler je mama bila, smo pa še zdaj grem rada. Ja. In pa mem, pa jaz mama. Tako. No. Ja, zdaj pa recimo, da smo zaključili, Tako, bomo kamero gasnili, Ja. pa bomo se malce posladkali s štrudlom, Tako. smetanov, Ja, smetano je. prava smetana. Ja. Kakšna pa potica? Potica je pa tudi smetanova. Tudi smetana. Vsakega pomalo, ne? Ja. Pa kavo bom Mari Tako. skuhala. In že boš. Bomo. Hvala obema, Ja. Ja. vam pa hvala za pozornost in Ja. srečno.